Ste se na upravni enoti že kdaj znašli v nerodni situaciji? Niste edini. To vam zagotavlja odrasla igralska skupina kulturnega društva Kamot s svojo novo predstavo Upravna enota. Tretja avtorska predstava kulturnega društva Kamot je nastala izpod rok Lucije Vidic, vendar so jo soustvarjali vsi člani skupine. Igro sem napisala jaz, to je moje avtorsko delo, drugič pa, da je pač nastala taka, kot je pa krivda gledališke skupine kot Kamota, ker smo pač jo skupaj ustvarjali, smo skozi proces ugotavljali like, pri koreografiji je sodelovala Meta, Mark je tudi veliko pomagal pri režiji, tako da vsak je dal delček sebe in tako je nastala predstava. Upravna enota se mi je zdela tako, to je pač taka ustanova, kjer smo vsi enkrat tam, urejamo dokumente, urejamo dovoljenja in jaz sem tam doživela že veliko smešnih situacij in ko sem se pač z drugimi pogovarjala, so tudi in sem rekla, upravna enota, to je res en tak prostor, kjer če damo noter kakšne fore, pa to bi se lahko ljudje zelo poistovetili, pa se zabavali in se mi je zdelo to tako zelo tak prijeten prostor za razviti igro in vso to akcijo, ki se dogaja v naši upravni enoti. Smo poključili tudi policijsko postajo, ki je že pa tako policija itak sama po sebi zelo zanimiva in tudi ta prizor je zelo tak zabaven. Decembra 25. smo imeli premiero, tako da zdaj naslednji vikend imamo pa vsako soboto in nedeljo, resnici nas čaka zelo veliko predstav zdaj v januarju in februarju. Z igralci smo se pogovarjali o njihovih vlogah in kako se z njimi lahko povežejo. Jaz v igri Upravna enota igram policaja Braneta Veselkota, bivšega moža od ene izmed protagonistk te zgodbe Majde. Jaz igram uradnico Majdo, jaz sem zaposlena na upravni enoti in skupaj z mojo sodelavko Tatjano pač urejava papirje, pošiljava stranke na druga okenca, včasih si kakšno delo pošljeva kam drugam, pač v glavnem da smo skozi na odru in sprejemava takšen in drugačen folk z takšnimi in drugačnimi problemi in potem smo seveda tudi vključene v vso to dogajanje. V resnici je pa tukaj še vključen tudi moj bivši mož, Brane, policist, ki se po nekem naključju tudi znajde na upravni enoti. Mogoče se lahko poistovetim s tem, da rada pijem kavo, kot moja Majda. Moja vloga je vloga uradnice na upravni enoti. Ko smo začeli s tole igro, šla enkrat, mislim, da posebno, pa sem pol malo pozvala tiste gospe tam, ampak tako prav, da sem prav povezana s tem, tako da res igram to vlogo. Je pa tako, da se mogoče kdo včasih, sploh tisti, ki delajo na upravni enoti, imamo tudi vlogo policajev, to mi na odru pokažemo pač majčkeno bolj izraženo, tako da jaz upam, da ne bo nobeden osebno imel tega. Midva igrava par, jaz igram fanta in prideva na upravno enoto, ker se ona hoče z mano poročiti, jaz pa nisem čist prepričan v to poroko. Jaz igram bivšo plesalko v takem klubu, ki ima sloves, striptiz kluba in seveda sem iz tega šla ven in sem našla fanta, zelo dobrega fanta, s katerim se hočem zelo hitro poročiti. On se mi pa malo upira, Jaz mislim, da je Lucija zame ful dobro napisala, ker je ta fant res tak karakter, kakor zelo podoben karakter mojemu osebnemu značaju ima in mi je bilo zaradi tega zelo zabaven, pa mi ni bil noben problem to vlogo. Pa jaz se tudi v enih delih lahko poistovetim s to vlogo, predvsem v temu, ker včasih hočeš kaj na hitrico narediti, pa ne gre, pa se malo zaletavaš, pa se nekdo ali nekaj upira zraven. V naši državi je trenutno 58 upravnih enot. Vse pa imajo enak sistem, ki je večkrat vse prej kot enostaven. Prav zato se tekom veselo igre Upravna enota gledalci lahko hitro prepoznajo v kakšni komični situaciji. Veliko gledalcev mi reče, meni se je točno to se mi je naredil.
Pač jaz se nisem hotela zdaj tle predstavi neki norčevac upravne enote ali pa česarkoli, ampak bolj iz našega sistema, ne, se mi zdi, da ko nekaj urediš, ne vem, na upravni enoti, to lahko traja včasih tudi celo večnost in ko nek dokument imaš, se mi zdi, da to še ni konc, da pa še moraš nekaj drugega imeti, z neke druge ustanove in pol je to začaran krog in ven z tega po ne greš, ali se naveličaš, pa vse opustiš, ali pač potem to speleš in prav to sem hotela, ne, ta sistem v resnici, ki nas s to birokracijo včasih preveč mori in utruja in sem to hotela narediti na tak zabaven način, da se potem ljudje tu zelo najdejo v teh situacijah, ki smo jih uprizorili v predstavi. Igralce smo pa vprašali, če so se tudi sami že kdaj znašli v nerodni situaciji na upravni enoti. Jaz smo načeloma zelo dobre izkušnje z upravno enoto, no? Tako da, ampak vem pa, da verjeten je veliko enih zgodb od ljudi, ki so bili na upravni enoti, pa so imeli kakšno nezgodo ali pa kakšen nesporazum. Tako da tisti, ki bojo prišli, ki imajo te izkušnje, pa bojo prišli gledati to predstavo, se bojo zelo hitro poistovetili z igro oziroma zgodbo. Meni recimo na upravnih enotah oziroma na vseh uradnih, pri uradnih službah mod to, da pridem enkrat na okenc, pa je vse možen, pridem drugič k drugi osebi, pa ni nič možen. Tako da je zelo odvisen, koga imaš pred sabo oziroma koliko je tisti človek ti pripravljen pomagati. Je pa res, da pa, zdaj ne vem, ali je to povezano, odkar smo začeli igrati to igro, da so pa zelo prijazni. Vsaj nazadnje, kakor sem bila, ker sem mogla pasuš zrihtati, so mi vse zrihtali v 5 minutah, pa še to 5 pred uro, preden so mogli zaključiti. No. Tako da, ne vem, ali je to vpliv igre malo. Kulturno društvo Kamot obstaja že 3 leta. Delujejo v kulturnem društvu v Zasipu skupaj z otroško sekcijo Na Vihančki, mladinsko gledališko sekcijo in impro skupino Vaška scena. Mečkam prej smo imeli vajo z mladinci, zdaj pripravljamo novo predstavo. Tako da nas je kar veliko, sploh otrok je veliko in delamo na tem, da so močni da jih vzpodbudimo, da začnejo razmišljati o tem, kako na odru lahko pokažejo tisto, kar imajo v sebi, pa mogoče v življenju ne upajo, pa da se znajo izpostaviti, da se znajo postaviti zase in z otroci kar veliko ustvarjamo. No, tale naša predstava je tako kot naše društvo, 3 leta staro je tudi naša ta predstava 3, tako da smo ful ponosni, no, da nam gre tako fino. Imamo več sekcij, impro sekcija nastopa tukaj na odru, pa tudi že naokrog gre, mislim, da zdaj tudi v Ljubljani veliko nastopajo. Potem z otroci hodimo tudi naokrog po celi Sloveniji, preko JSKD-ja se vedno prijavimo na srečanje gledaliških skupin, otroških in odraslih, tudi letošnje leto smo se. Z Na Vihančki gremo letos na to tekmovanje z predstavo Tepka oziroma zgodba o hruški Tepki, ki je avtohtona, prihaja tukaj iz Zasipa. Potem smo se tudi z upravno enoto prijavili na to tekmovanje, tako da smo aktivni decembra sploh, letos smo bili božički, miklavži in vse to, kar pa še zraven, pa tudi probamo vključiti malo okolico in naš lep hrib Hom tukaj gor, tako da smo imeli tudi božička na Homu letos, malo drugače, tako da smo res aktivni in delamo. Kulturno društvo Kamot vas vabi k ogledu igre, ki bo v naslednjih mesecih gostovala po kulturnih domovih bližnje okolice. Zakaj pa vam jo priporočajo? Predvsem zato, da se pridejo smejati, zabavati, pač da se najdejo v kakšni situaciji, da najdejo kakšne prijatelje v situaciji. Pač moja vizija je, da pišemo stvari, ki se dogajajo malemu človeku, nam, vsakdanjim ljudem in te teme so tako zelo ljube meni in tudi naši gledalci zelo uživajo in zelo fajn sprejmejo, tako da predvsem želim zabavati ljudi, da se imajo fajn in da na koncu predstave grejo ven nasmejani in zadovoljni. Ne vem, mogoče zato, da se ljudje nasmejemo, glede na to, da svet tako drvi, pa da nimamo niti časa se nasmejati mogoče. Mi pa ponudimo pač 1 uro in 10 minut smeha, da se sprostiš, da mogoče se najdeš v kakšni situaciji, pa si rečeš, mogoče bom pa drugače odreagiral drugič, ali pa
Mogoče se pa meni tudi to zgodilo, da tako razmišljaš o življenju. No. Pač ne se pridejo zabavati, no? Ne se pridejo malo sprostiti, pa nasmejati, tudi mogoče na svoj račun. Tako. Pazi se, prosim, pomirite. Pa poglejte, če ima napadalec ta pravo puško. Ma gre stav, da ju nima, no. Maj